njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Danes ti še posebej priporočamo pokojnega župnika Geohelija in vse ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vse, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Jožef Geohelij je pri svoji zadnji maši v nedeljo 26.7.1942 negod svete Ane namesto pridige izrekel le prošnjo faranom. Molite, veliko molite. Dobro se je namreč zavedal, kakšen čas je nastopil, in zagotovo je tudi slutil, kaj vse se lahko zgodi. Naj bodo zato te njegove besede vabilo za nas vse. Naj tudi nas danes spodbujajo k molitvi, saj tudi v današnjem času doživljamo mnogo nasprotovanj vsemu, kar je Božjega, pa čeprav na drugačen, a nič manj resen način. Naj nas zato tudi ta molitev Oče naša poveže med seboj in utrdi na naši poti za Gospodom. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekoma. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Novomašniško geslo Jožefa Geohelija je bilo resnica in življenje. S temi besedami je stopil na pot duhovništva in nakazal svoj življenjski program, kateremu je ostal zvest do konca. Kot župnik na Zaplani je v življenje Faranov prinašal resnico, Boga samega. In prav zvestoba resnici ga je pripeljala na ta kraj, kjer je svoje življenje izročil nebeškemu Očetu. Zavedal se je, da le zvestoba Bogu daje življenju pravi smisel in prinaša vanj gotovost in mir. Tudi mi si sedaj med seboj podarimo mir in odprimo svoje srce Gospodu, ki prihaja med nas. Thank you.